Lep pozdrav iz Julijskih Alp, kjer lahko občudujemo naravo Slovenije in Evrope. No, si bomo povzeli tudi malo časa, da se posvetimo kakšnim pomembnim temam, s katerimi se tudi sicer ukvarjamo. Danes bomo govorili o metapolitiki, torej o nečemu, kar predstavlja nekako glavno strategijo v kulturnem boju, lahko bi rekli med levico in desnico, ali pa še bolj povedano med neko identitarno ideologijo in globalizmom. Torej, metapolitika predstavlja predvsem kakršnokoli politično delovanje, ki poteka izven politične arene in izven strankarske politike. Metapolitika se ukvarja predvsem s tem, da proba nekako analizirati določene družbene in družbeno-politične tokove in pa predvsem določene prevladujoče vrednote in ideje v neki družbi, išče predvsem vzroke, kako so te vrednote tudi postale prevladujoče. Torej, ko metapolitika nekako najde te vzroke, se potem trudi, da bi te vrednote nadomestila z nekimi vrednotami, ki v bistvu predstavljajo neko idejo, za katero se tudi sama bori. Torej, zdaj v praksi nekako metapolitika vključuje lahko vse od rečemo pisanja blogov, tudi dejavnosti na družbenih omrežjih, organizacijo okroglih miz, tudi izdaja knjig ali pa kakšnih revij in tako naprej. Konec koncev tudi ti tako imenovani memeji, katere vidimo na spletu, so nekako tudi del metapolitike, pa seveda tudi do kakšnih shodov in tako dalje. Torej, če govorimo zdaj o neki identitarni metapolitiki, ki je, kot sem že omenil, nekako glavna strategija današnjega kulturnega boja, je cilj tega seveda, da se nekako današnje liberalne prevladujoče vrednote nekako preokrenejo oziroma da se začnejo v javni razpravi uveljavljati vrednote, ki so bolj v skladu z identitarno mislijo. Torej, v tem primeru gre seveda za razne vrednote, ki so v skladu z neko nacionalno in tudi rasno zavestjo in nasplošno z identitarno ideologijo, torej s tem, da si nekako znova potrjujemo svojo evropsko identiteto, obenem pa priznavamo v smislu etnopluralizma tudi druge identitete drugih narodov. Seveda pač verjamemo v to, da nekako vsak narod ima pač pravico do svoje lastne, lahko rečemo temu, etnodomovine oziroma do svoje domovine. No, zdaj glede na to, da sem malo prej omenil rasno zavest, seveda vemo, da v današnjem javnem diskurzu vse, kar je nekako povezano z raso, oziroma bolj povedano, vse, kar je povedano z raso v smislu, da beli Evropejci potrjujejo svojo raso, da se zavedajo svoje rase, je seveda označeno za rasistično in za skrajno. Treba pa je povedati, da v realnosti so v bistvu ravno ti globalisti in njihovi koristni idioti na levici tisti, ki so resnični skrajneži, tisti, ki hočejo v bistvu več tisočletno evropsko kulturo popolnoma uničiti. Še kaj par praktičnim primerom metapolitike oziroma tudi k temu, kaj je metapolitika že nekako dosegla v javni razpravi v določenih evropskih družbah. Dober primer je recimo Francija, kjer so v bistvu na zadnjih predsedniških volitvah razni kandidati govorili o tako imenovani veliki demografski zamenjavi. Gre za en izraz, ki seveda označuje oziroma opisuje načrtno zamenjavo etničnih Evropejcev z, lahko tako rečemo, hordami iz tretjega sveta in globalnega juga. No, in to je pač tudi en izraz, ki se je v bistvu najprej uporabljal nekako striktno v identitarnih krogih, zmislil si ga je pa en francoski pisatelj Renaud Camus. No, ampak francoski identitarci so recimo uspeli v tem, da so ta izraz preko svojih aktivnosti, preko svojih metapolitičnih aktivnosti spravili v javno razpravo, tako da recimo
na zadnjih francoskih predsedniških volitvah so že vsi govorili o veliki demografskih zamenjavi, tako desne stranke kot leve stranke. Predvsem je pa pomembno, da so tudi povprečni Francozi začeli o tem govoriti in da so recimo tudi v eni anketi glasovali, da je v bistvu več kot 60% Francozov proti tej, tako, da so ne proti, ampak da so zaskrbljeni zaradi te tako imenovane velike zamenjave. Tako da to je bil en dober uspeh metapolitike v Franciji. Podobno je bilo pa tudi v Sloveniji, kjer so v bistvu identitarci nekako v javni diskurs spravili en drug izraz, in sicer kulturni marksizem, o katerem se danes precej govori in veliko več ljudi ve, kaj pomeni to, kot so recimo vedeli, preden so se v Sloveniji pojavila določena identitarna gibanja. Pri tem je predvsem pomembno to, da če damo nečemu neko ime, da če damo nečemu nek izraz, da lahko potem ljudje o tem govorijo, da lahko sploh prepoznajo nek problem in potem iščejo oziroma iščemo rešitve, pa tudi to, da lahko sploh izrazijo neke svoje skrbi jasno in jedrnato s pomočjo teh izrazov, ki jih v javno razpravo, kot smo že rekli, predvsem uvajajo identitarci. No, sicer bomo o kulturnem marksizmu več govorili tudi v prihodnosti, ampak če zdaj samo na hitro povzamem ta izraz oziroma skovanko, gre pač za to, da so v začetku 20. stoletja levičarji ugotovili, da so na Zahodu vse revolucije propadle, njihove seveda marksistične revolucije, in da so pač prišli do spoznanja, da če hočejo kadarkoli začeti uvajati svoje vrednote v neki družbi, torej neki egalitarizem, svetovljanstvo in tako naprej, da morajo ustvariti eno kulturno hegemonijo in pač prek nje počasi skozi tako imenovan dolg pohod skozi institucije uvajati svoje ideje. Dolg pohod skozi institucije pa je seveda to, da namesto, da bi se šli neke nasilne revolucije, ki so pač na koncu prej ali slej propadle, da bi namesto tega pač raj se nekako infiltrirali na razne visoke položaje v raznih institucijah, predvsem v šolstvu in v raznih tudi vladnih ustanovah oziroma državnih ustanovah na Zahodu, in da bi potem tako počasi promovirali svoje ideje, dokler le te ne postanejo v neki družbi prevladujoče. Metapolitika tako torej preko kulturne hegemonije povečuje možnost nekim idejam in gibanjem, da se tudi povzpnejo na oblast in da postanejo prevladujoče v neki družbi. Zato je recimo Daniel Friedberg v svoji knjigi Vrnitev resnične desnice tudi rekel, da je nekako metapolitika predhodnica politike.